Must be. Oh, there it is! Liverpool take the lead in the derby. And just look at the fans. Incredible. Leto je naokoli in spet nas je pričakala nova iteracija nogometne simulacije FIFA 2021. Grafično sicer malce lepša, a pod površjem žal brez večjih sprememb. Letošnja različica se sabo ni prinesla nobenih večjih novih igralnih posebnosti. Na prvo žogo bi laično oko celo hitro reklo, da je zadeva v resnici le FIFA 2020 z malo več poligoni in novimi igralci. Kritika, da kupci FIFA vsako leto plačujejo le za menjave igralcev, je v primeru 2021 skoraj upravičena, a spremembe so vseeno prisotne in po več urah igranja se ta tudi opazijo. FIFA 2021 ima nov sistem za preigravanje, agile dribbling, ki igralcem z višjo statistiko veščin omogoča, da začnejo s preprosto kombinacijo tipk med nogami obračati žogo in se s tem izognejo poskusom prevzema žoge od nasprotnika. Pri tej potezi se moramo seveda zavedati, da bo veliko bolj učinkovita, če jo izvedejo igralci kot sta Lionel Messi in Silva. Izboljšave vidimo tudi na področju podajanja visokih žog v prostor. Brce žog niso več predvidljivo enostavne, ampak sedaj omogočajo, da jih lahko bolje zavijemo in ciljamo. Izboljšali so tudi udarce z glavo. Taktike dolge podaje iz boka so posledično postale veliko bolj realne. Igra nasploh daje občutek lažjega napadanja. Zaključiti tekmo z doseženimi 5 goli ni bila redkost. Na drugi strani pa so prišle tudi spremembe za igralce. FIFA 2020 branilci so včasih blokirali strele in podaje, ki so bili blizu njih, a se v resnici niso dotaknili njihovega telesa. Teh frustrirajočih trenutkov v FIFA 2021 na srečo ni bilo prisotnih. Področje igralnih načinov tudi ne prinaša večjih sprememb, le izboljšave in dodatke na že znanih. Tako se vrača Volta, igralni način, ki omogoča tekme v cestnem nogometu. Majhni goli, veliko preigravanja in po novem tudi večigralski način. Večigralstvo v Volta načinu namreč v prejšnji FIFA 2020 ni bilo na voljo. Volta ima sedaj tudi par ur vsebine za zgodbo, če tudi ta deluje dokaj klišejsko in nič kaj unikatno. Volta način je posledično boljši od lanske verzije, a še vseeno deluje le kot dodatek, ki ga igralci pogosto enkrat preverijo in potem pustijo na miru za vedno. Career Mode je ravno tako dobil par sprememb, ki kažejo na izboljšave. Igralni način, ki je osnova FIFA offline igralske izkušnje, ima sedaj večji poudarek na treniranju svojih začetih igralcev in upoštevanju kemije med njimi. Neskončno menjavanje nogometašev in kupovanje novih tako ni več očitno prva izbira, ampak je pri določenih igralcih potreben resen razmislek, ali se njihova zamenjava res izplača. Menedžerski navdušenci pa se v career igralnem načinu lahko veselijo nove dodane funkcije ogleda simulacije tekem iz ptičje perspektive. Stvar omogoča preprosto prehajanje med menedžerskim in igralskim pogledom. Če na primer med spremljanjem igre opazite, da ima vaša AI vodena ekipa težave, lahko svobodno vstopite v igro, zadanete kakšen gol in se prestavite nazaj v menedžersko pozicijo, ko enkrat dosežete vodstvo. Ker govorimo o FIFA igri, moramo žal govoriti tudi o mikrotransakcijah. FIFA Ultimate Team je spet velik del FIFA izkušnje in vidi se, da EA svojo pozornost še vedno v večini usmerja v ta igralni način. Ultimate Team namreč kreacijo svoje enajsterice še vedno močno naslanja na kupovanje paketov kartic. Pay-to-win mehanika, ki jo te mikrotransakcije prinašajo, lahko pokvari velik del izkušnje.
Je pa sedaj v Ultimate Team dodana opcija co-op igranja, tako da lahko razočaranje ob odpiranju paketov sedaj tudi delite s prijatelji. FIFA 2021 je nogometna simulacija, ki se od svojega predhodnika ne razlikuje veliko, a vseeno prinaša določene izboljšave, ki jih veterani igre zagotovo opazijo in cenijo. In evforija, ko prijatelju prebijete obrambo in mu zadate gol, pogosto zamegli njene sporne točke. In position, it's in, and this really takes your breath away. A comeback and a half.